Pozdravljeni! V tem vlogu bi rad na kratko spregovoril o 6 HBO-jevih serijah, ki vam jih priporočam, da si jih mogoče ogledate to poletje. To priporočam za te vroče dni, ko zunaj ni kaj dosti za početi, ker je preprosto prevroče in se hočete zavleči v varno zavetje svojega doma, na hladno, ali pa se upam, da na hladno, in uživati pred TV-jem ali pa računalnikom in pogledati nekaj zanimivega. Pa poglejmo. Začel bi kar za letošnjo, mislim, da najbolj gledano serijo in ima naslov Černobil. Serija bi naj bila nek dober približek neke resnice, kaj se je zgodilo v Černobilu in nesreče, ki je doletela mesto Pripjat aprila leta 1986. Bom rekel, da je serija kar kruta, ampak res dokaj realno prikaže, kakšne posledice je dejansko imela nesreča in kaj vse je takrat v bistvu Sovjetska zveza prikrivala. Tako da, če vas to zanima, potem definitivno priporočam, da si jo ogledate. Naslednja, ki vam jo priporočam, pa je v bistvu serija s preprostim naslovom Barry. Torej, Barry je v bistvu tip, ki je plačanec, bivši vojak in je našel novo strast v učenju igranja. Rad bi postal igralec. Vam pa je zelo priporočam, ker v nekaterih situacijah, v katerih se Barry in ostali liki znajdejo, so zelo šokantne, nekatere komične, nekatere samo gledaš, kaj se za Boga tukaj dogaja. Tretja je bolj taka dramatična, res polna drame in napetih trenutkov, kreganj in vsega, kar sodi. Zraven nosi pa naslov Big Little Lies, majhne laži ali nekaj takega, v slovenščini nisem ziher. V tej seriji najdete kar znana imena, torej od Laura Dern do Reese Witherspoon, do Nicole Kidman. In v drugi sezoni se mi je sedaj pridružila tudi Meryl Streep. Tako da je to res ena serija za kar bogato igralsko zasedbo. Dobesedno in pa tudi, kar se igralskega talenta tiče. Je pa res serija polna drame in prikaže tudi zelo dobro neko obliko zlorabe, ki se dogaja marsikje po svetu za 4 stenami v marsikaterem domu. Tako da, če ste za nekaj drame, potem priporočam definitivno to serijo. In pa hkrati, ker govorimo o drami in o težavah v družini, navezujem to tudi na naslednjo serijo, ki jo priporočam. V slovenščini ima serija naslov Ostrina, drugače pa je serija znana kot Sharp Objects. Amy Adams tukaj igra Camille, ki je novinarka in se vrne v svoje mesto, v katerem je bila rojena in je odraščala, tudi v njem, in v bistvu prikazuje nekatere demone, s katerimi se v bistvu Camille srečuje in jih ima, in težave, ki jo pestijo še iz časa otroštva, in prikazuje tudi njene težave, s katerimi se je srečala, in tudi njena mama in pa sestra sta obe, kako naj rečem, zelo zanimivi osebi v tej zgodbi in imata zelo pomembno vlogo. Razlog, zakaj se pa Camille vrne v svoje rojstno mesto, pa je v bistvu umor najstnice, ki se je zgodil, in mora spisati članek o njem. In umor vodi v kar nekatere zanimive strani. Kaj več pa ne smem povedati. Tako, zdaj sem spregovoril o teh dokaj relevantnih serijah. Sedaj pa se vrnimo nekoliko nazaj in sicer bi rad spregovoril o 2 starejših serijah, v katerih sem pa tudi zelo užival. Prva serija je zelo komična in taka zelo fajna in na cajt ima kar cringy momente, torej da se kar zgroziš, kaj ti fakt dela ženska, ne? Spregovoril bi namreč o seriji The Comeback, ampak govoril v bistvu o igralki Valerie Cherish, namišljenemu liku, ki je nekoč imela neko kariero v neki seriji in potem je njena kariera zamrla. In sedaj se je pač ponudila nova priložnost v Hollywoodu in snema svoj reality TV show. Kako ona znova poskuša vzpostaviti svojo zamrlo igralsko kariero in biti relevantna. In v bistvu to igralko igra Lisa Kudrow, ki je pa znana tudi po vlogi Phoebe iz serije Friends, Prijatelji. Tako da, če se želite zelo nasmejati, pa tudi če sta samo 2 sezoni, vam to serijo toplo priporočam. In pa 6. tudi malce starejša serija, o kateri bi rad spregovoril nekaj stavkov, pa je True Blood. Govori o vampirjih, čarovnicah, volkodlakih in teh mističnih bitjih
in njihovemu življenju in v bistvu dogodkih, ki se prepletajo med temi različnimi liki in pa bitji in ljubeznijo med človekom in pa vampirjem oziroma volkodlakom. Tako bom nekako strnil tole obnovo. Ni to tako kot The Vampire Diaries, ampak veliko boljše. In pa serija je prejela dosti tudi nagrad, nominacij in bila zelo dobro sprejeta. Tako da, če še niste gledali, vam jo tudi toplo priporočam. Tako da se malo odklopite od tega realnega sveta in stopite v tale mistični svet, poln vampirjev in volkodlakov. Če vi priporočate kakšno serijo ali pa ste gledali katero od naštetih in imate svoje mnenje, ste dobrodošli, da svoje mnenje delite skupaj z mano tukaj v komentarjih spodaj pod tem videom. Drugače me lahko sledite tudi na Instagramu. Hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in pa se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lepo se imejte, lepo poletje, se vidimo v naslednjem videu. Čau!